Jaz sem pač tako rekel velik fan, da ne rečem junkie tega obdobja, 67-80, v bistvu je to obdobje naredilo, na teh filmih sem zrastel. In v tem obdobju je išlo kar nekaj knjig, v glavnem v Ameriki seveda. In vse te knjige zgledajo pravzaprav podobne druga drugi. Vse so narejene pravzaprav po istem kopitu. Vse se držijo istih filmov, vse govorijo o istih filmih, vse kanonizirajo iste filme. Vse ostalo pa manjka. In ponovati manjka ravno vse tisto, kar je ustvarjalo pravzaprav atmosfero tistega časa. Vsi tisti filmi manjkajo. Tako da so tiste knjige vse bolj ali manj, kot bi se rekel, igranje okrog praznine. Moj cilj je bil pač, da bi rekel vse to, kar je takrat bilo integrirano v eno knjigo. Da vse spravimo v eno knjigo, tako bom rekel, skoraj vse. In to je bil moj motiv in zato se je pač stvar malo bolj zavlekla. Zato, ker tudi meni takrat pač in tudi kasneje čisto vseh filmov ni uspel videti in sem jih mogel pač na vse mogoče načine potem dobiti, bi rekel. Sej, mnogi filmi so noter, ki jih takrat ni nihče videl, ker so preprosto obtičali na lagerju. Ko jih danes gledamo, si najprej rečemo, če bi te filme takrat videli in jih kanonizirali, bi šlo morda vse drugače, v drugo smer. In teh filmov je kar nekaj. Zato, ker so bili takrat, in tudi tako bom rekel, še nekaj je bilo. Eden izmed razlogov, da je prišlo takrat do take kanonizacije, kot je prišlo, so bili filmski kritiki. Ker filmski kritiki so, kot veste, vse v Ameriki bili takrat in so še vedno bazirani predvsem v teh velikih mestih. Zdaj, mnogi izmed teh filmov takrat, do teh velikih mest preprosto niso prišli. Ker so jih štartali nekje, bom rekel, na podeželju, nekih manjših mestih in so preprosto umrli, še preden bi lahko zaživeli. In tako preprosto ni bilo nobenega komercialnega interesa in do velikih mest sploh niso prišli. Zdaj, takrat jasno, ni bilo videa, ni bilo DVD-ja in tako naprej, tako da filmi takrat, ko so enkrat umrli, so res umrli. In v bistvu potem šele, ko se je nekako video pojavil, ko se je pojavil DVD, še bolj pol, ko se je pojavil DVD, so te filmi bili ponovno odkriti, tako rekoč arheološko. In zato je bil še pravim še toliko bolj zdaj primeren čas, da se to obdobje potegne skupaj, zato ker je precej bolj transparentno, kot je bilo verjetno takrat. In tudi bi rekel, kanoni so se malo spremenili. Tako da ni nobene potrebe zdaj, da bi tam samih 10-15 filmov ven vlekli z tega obdobja, ker je bilo preprosto preveč. Hollywood je umrl, kako? Če smo dobili zdaj knjigo o najboljših časih Hollywooda. Ja, seveda, to je bilo zadnje veliko obdobje. Zadnje obdobje, ko je pri filmih še za kaj šlo, kot se reče. Pa so novi filmi, hoče manj smeti, reč, ne vem. Ja, tisti, ki bi rekel, prihajajo iz tega obdobja, ki prihajajo, ki skušajo se zgledovati tam pri teh filmih, tisti so dobri, ostalo pa mislim, da se zgleduje po napačnih, se zgleduje bolj po MTV-u. Iz 20 naslovov je zrastla stvar na nekih 300 in še nekaj, opisanih filmov iz tega obdobja. Prosim? Iz 20 naslovov? Ne, jaz sem na koncu dal lestvico 350 najboljših filmov, ponovadi dajo top 10 ljudje, jaz sem dal pa top 350. In sem rekel, pol bil sam zgrožen nad sabo, ker sem svoje najljubše filme pol najdu na svoji lestvici šele na, ne vem, 150. mestu. Zakaj 2 knjige? Ker bi verjetno, če bilo vse objavljeno v eni, razpadlo. Prav praktično. Ja,
Ampak knjiga je orožje, vzemi roko, to ima težo. Vaga 2,5 kg. Pa tle imaš možnost, da še 2-krat ciljaš človek. Ja, to je hladno orožje. Lahko te obtoži naklepnega umora, evo.